Glede na to, da me je prehitel kolega Lipar, sem se nekako odločil, da ne bom imel istega predavanja, kot bi ga imel zjutraj, ker bi bil voden. Ta pa zdaj, vi ste že prišli v tako bolj operativno fazo, se mi zdi. Tole ne bote pravno, to bi bilo druge. Bolj operativno fazo in bi seveda skrajšal vse tiste bolj teoretične stvari. Skratka, bi poenostavil tisti teoretski del, ki sem ga sicer mislil vam povedati. Bilo zelo preprosto misel ali prepričanje ali pa spoznanje, da v zadnjih desetletjih, tudi ko sem jaz priča, smo se v glavnem ukvarjali z prilagajanjem mest prometu. Zdaj je prišlo, pač upam, do Zdaj smo prišli do obrata, kjer pričakujemo, da se bo začel promet prilagajati mestom. To je zelo preprosta misel. Izhaja pa iz enega prepričanja, ki ga mi vsi delimo. Tukaj ni več vprašanje recimo strokovnega nazora, ampak mi vemo, pa priča smo, da je v bistvu predvsem motorni promet in sledenje pravzaprav motorizaciji in potrebam po naraščanju prometa povzročilo, da so se mesta začela seliti na robove, da so se mesta začela pravzaprav širiti, kar je generiralo seveda še več prometa, porabe prostora, časa. To je ena stran, seveda zelo pomembna, in druga stran se mi zdi, da je tudi pomembna, je v bistvu promet tisti, ki je največji osnaževalec mest, je največji porabnik energije, to vi veste, je promet postal za svojo pravzaprav prisotnost v mestih, predvsem motorni promet, nezaželen. Nevaren, celo smrtno nevaren. Zdaj, z tega se ponuja nek logičen sklep, da če hočemo mesta začeti preobražati ali pa prenavljati v smeri trajnostnih načel, ki temeljijo predvsem na izboljšanju kakovosti življenja in zmanjšanju uporabe vseh virov, tudi prostorskih, potem je treba začeti s prometom. In tako se tudi dogaja po svetu, mislim, ne po celem še, ampak seveda predvsem v zahodnem hemisferi. In tako smo začeli seveda tudi v Ljubljani. Tako da sem prišel hitro kar na to, kot rečeno, operativno, brez posebnega uvoda. Skratka, ponuje se ena zelo preprosta primerjava, to je shema trajnostnega razvoja, ki govori o njuni soodvisnosti in usklajevanju vseh razvojnih vidikov in predvsem na njihovem uravnoteženju. In seveda zdaj, če to shemo prevedemo na promet, potem vidimo, da promet dobiva drugačne funkcije, ki niso samo prometne v sodobnem načrtovanju mest prihodnosti. Skratka, tudi promet je treba obravnavati na način, da ustvarja ali soustvarja vse te tri učinke hkrati. In seveda je ta opredelitev ali sprememba pravzaprav glavnih težišč, ki jih naj sprememba tega težišča, je zelo lahko prilagoditi tej znani načrtovalski shemi. Po drugi strani sem pripravil danes zjutraj tale diagram. Skratka, danes, kot vemo, promet, če ga razumemo v funkciji trajnostnega mesta in trajnostne preobrazbe, mora ne samo upoštevati različne vidike, ampak pravi tudi različne funkcije, potem povsem logično, da, to je verjetno dr. Likar poudaril, da urejanje prometa mora biti seveda najmanj disciplinarno in da mora biti povezujoče, kajti urejanje prometa ni več samo vezano na znane teme, kot so prepustnost, pretočnost, modeliranje prometnih tokov, napovedi in napovedovanje in tako naprej,
ampak mora seveda upravljati tudi druge, kot smo rekli, trajnostne funkcije, ko so skrb za zdravje, varnost, mora seveda podpirati ali biti podprto z razvojno politiko mest, z gradnjo in tako naprej. Ne bi, kot rečeno, vam preveč časa na to vzel, ker sem hotel uvodoma povedati. Skratka, promet ni več izključna dilema prometnikov in tukaj moram reči, da v svoji praksi, zdaj pa reči, da dolgoletni sem doživel tukaj največje pravzaprav odpore, ker v bistvu vsaj prikriti so, da s tem prometniki izgubljate ali izgubljamo, kakorkoli rečemo, primat nad urejenim prometom v mestih in ta strah seveda in to pokroviteljstvo, ki še zmerom seveda je uničujoče, moram reči, zato da bi lahko, kot je doktor Likar večkrat nakazal, nas nekako ovira, da bi šli lahko hitreje na poti trajnostnega urejanja mest s pomočjo prometa. Skratka, ta strah je po moje odveč, zato sem ta diagram naredil, obratno, prometni inženirji dobivate več funkcij, pomembnejšo vlogo, ki ni vezana samo na promet, ampak na razvoj, upravljanje mest in to dolgoročno. In to je seveda nova obveznost, nov izziv in tudi nova priložnost. Tako da bi, to se mi zdi zelo pomembno vam povedati, da se enkrat dajmo znebiti teh bojev med novoprometniki in staroprometniki, kajti zdaj ni več časa za omahovanje, zdaj je čas, da gremo skupaj naprej. Skratka, zdaj je čas po moje za nova sinteza. Izhaja iz mojih konkretnih izkušenj, tako da to ni moj svetovno-nazorski izpoved. Skratka, v Ljubljani smo začeli, kot veste, se ukvarjati s prometom že dolgo časa, ampak resno po trajnostnih načelih pa približno recimo 5 leti. In izhajajoč iz te sheme, jaz jo ne bom razlagal, ker je seveda evidentna, pač predvsem motorni promet je v mestu v krizi še vedno, vsake prometne razmere so kritične, še vedno, čeprav se seveda tudi istočasno, kot boste videli na koncu tega predavanja, izboljšujejo. Proces je pač krenil v pozitivno smer, ampak razmere so kritične. V Ljubljano še vedno prihajajo dnevni migranti iz regije, ki ima približno 650 tisoč prebivalcev, in to v glavnem z osebnimi vozili, ki so zasedeni. Tudi vi poznate vse te podatke, statistično 1,2, tudi ta zasedenost se še ni bistveno spremenilo in seveda mesto se mora znebiti osebnih avtomobilov, to je logično, ker gre za vsako jutro gre za naval osebnih avtomobilov v mestu, ki te množine seveda ne more sprejeti in noče sprejeti. Skratka, mesta tudi drugod, kot Ljubljana, se ukvarjajo s tem, kako omejiti uporabo osebnih avtomobilov v mestu in seveda na to vezati ne samo promet, ampak tudi urbanistično politiko in prostorski plan, ki ga pravkar spreminjamo že drugič, v tem mandatu ima to za eno od ključnih ciljev, skladnosti med obema politikama. O onesnaževanju okolja nima smisla govoriti, Ljubljana je skrajno onesnažena, moram reči, in s hrupom, in seveda z prašnimi delci in ozonom in drugimi CO2 in tako drugimi emisijami, ki jih seveda povzroča promet. To je ločena študija od kurilnih naprav, to je študija, ki ne je samo za promet. In seveda te podobe so strašljive, ampak nič hudega. Mi na njih pač gradimo eno zelo pomembno skupnost, koalicijo prepričanih, ki jo vedno rabimo za spremembe v mestu. In to so tisti prepričani, ki jim pravimo, da mi vam seveda zagotavljamo daljše življenje. Zdravje je pač ključna kategorija, se mi zdi, novodobnih načrtovalcev mesta. Ona se je izgubila, dovolite mi se tak ekskurs, urbanizem v bistvu nastal iz problemov, iz zdravstvenih problemov industrijskih mest, ampak medtem so se te vidike čisto izgubili. Promet je postal recimo pomembnejši celo in drugi funkcionalni vidiki, medtem ko zdravje je bilo nekako zanemarjeno. Mi postavljamo zdravje in varnost na prvo mesto in v tem seveda kontekstu se tudi obračajo recimo vse tisto, kar ste vi povedali, tudi obravnava prometa, smernice in tako naprej, načela, cilji. Skratka, mi smo pripravili
tako imenovani Sustainable Urban Mobility Plan kar sami. Jaz ga imam tle sabo, on je čist enak, ga bom lahko pokazal, takole. Pripravila sva ga z enim kolegom in podarila občini, to se upam reči, ker se ni dal nekako ujeti med temi različnimi pogledi na funkcijo prometa v mestih, v odnosu do trajnostne preobrazbe, kar sem povedal že v vodo. In bo treba pač seveda vključiti vse tiste, ki so bili pripravljeni se vključiti, tudi gospod Likar oziroma prometne inštitucije vključili. Mi smo to na hitro naredili z enim verjetnjem, da mi preveč govorimo v Sloveniji, resno vam povem, ker po 10 letih imam to pravico reči, mi preveč samo govorimo in zelo malo naredimo. Skoraj nič, bi lahko rekel. In zato se nam je zdelo, da bi se še naprej pogovarjali o tem, kako naj mi naredimo ta trajno PPMOL ali prometna politika mora po trajnostnih načelih in čakati, se proščam na pristojna ministrstva, da nam bodo izdala veka navodila, smo se odločili, da jih pač naredimo sami po preseku, recimo, enih izhodišč, kakršno so uporabili v Zürichu, Kopenhavnu in na Dunaju. Skratka, jaz smo operativen dokument in bistvo tega dokumenta so navodila za projektiranje. To je pač, če smem biti vesel, prav toliko bi vzraven, da sem slišal, kako se vi menite šele, kako bi mi naredili pravzaprav pravilnike nove ali kako bi mi predpise šele naredili. Mi smo predpise naredili kot bistven del prometne politike in oni so tle. Kar naprej zdal, tudi teh ni veliko, tokle jih je. Tole jih je. In oni so obdelani sistematično, imajo obdelane vse tu taktilne oznake, vse oblike ulic, cest, primere dobre prakse in da kar izdamo naprej. Tretje leto se izteka, ko smo mi ponudili ta priročnik za projektiranje ministrstvu in direktoratu za infrastrukturo in promet in od takrat se ni veliko zgodilo. Mi smo rekli, da mi to podarjamo. To je neka osnova, s katero bi se seveda zelo hitro lahko naredil en tak dokument, legaliziral. In zato, ker naprej tudi izdam, zato je večina ureditev v Ljubljani nelegalnih, zato je večina ureditev v Ljubljani tisti, zaradi katerih smo dobili ta laskavi naziv v Srednji Evropi in Južni Evropi, edino mesto, Evropska zelena prestolnica v tem letu, temelji pravzaprav na pogumu, da smo poskušali vse seveda tiste inovativne rešitve, ki so skladne pravzaprav s našo kulturo prometno in drugič, ki so skladne tudi s pripravljenostjo skupnosti meščank in meščanov, da sprejemajo spremembe in ne samo, da jih sprejemajo, ampak da jih tudi prakticirajo. Skratka, da smo kontekstualizirali tisto, kar delajo drugod po Evropi in na način eksperimenta, na način preizkušanja in vse te ureditve so še vedno so tako imenovana pod kapo, če mu rečemo, pilotnih projektov oziroma začasnega obratovanja. Če zdaj takoj naprej povem, se naveže na prejšnjo predavanje, mi smo seveda pripravili tudi več predlogov za spremembo predpisov, čist takih, dajte nam povedati, kako to čist člen napisali, ampak seveda tudi tukaj nismo dosegli, skratka ničesar, tako da pravkar se pripravlja druga odločba o poskusnem obratovanju Slovenske ceste, ki pa sicer velja v svetu, tudi v Združenih državah, kot najbolj uspel eksperiment skupnega prometnega prostora, ki seveda ni samo prometni prostor običajni, ampak ki je tudi glavno vozlišče sožitja med pešci, kolesarji in, kot se temu reče, glavno postajo potniškega prometa, ki ga seveda upravljajo avtobusi, težka vozila. Zato smo dobili veliko pohval, seveda pri nas jih ne dobivamo, ampak smo ves čas v tem, da bi morali ta uspešen eksperiment pravzaprav namesto legalizacije spraviti nazaj. Skratka, prometna politika je zelo preprosta, tudi ta diagram ste že danes videli, je pa zelo pomembna ta odločitev, obrniti pač na glavo prioritete.
To dela največje težave, moram reči, vse čas pri vsakem projektu moramo projektante ponovno opozarjati, tudi moram reči, da tudi naš oddelek za promet moram vsakič znova opozarjati. Mi smo se odločili zavestno in sprejeli to odločitev, da dajemo vedno prednost kolesarjem in pešcem, javnemu prevozu pred avtomobili. Sicer teh ciljev, ki so tukaj spodaj napisani, ne bomo mogli doseči. Zdaj, kot vidite, je glavni cilj prometne politike je izenačiti deleže na tretjine, vse je jasno, vse se vidi, in kot vidite, bi to dosegli samo za 20% manjšo uporabo osebnega avtomobila v mestu. Samo za 20%. Pa vendar ta povzroča seveda največ težav. Ok, tukaj je nekaj teh strani iz navodil za načrtovanje. One so pregledna, celovita, sistematično obdelana, preprosta za uporabo, opremljena z ilustracijami in tako naprej. Na osnovi tega priročnika za projektiranje prometa po trajnostnih načelih smo takoj pristopili k pilotnim projektom, jaz jih ne bom preveč razlagal, tukaj so nove geometrije urejene, križišč, nove signalizacija prirejena pešcem in kolesarjem in vi vse to bolj poznate. Skratka, nove krivine, izenačevanje nivojev oziroma dvigovanje in spuščanje in tako naprej. Pač s pilotnimi projekti se edino da doseči napredek. Ker kako smo mi čakati, da bo nekdo nam povedal, kako je prav, a veste, če mi vemo, če preizkusimo lahko na licu mesta ali neka ureditev deluje ali ne in jo tudi spremljamo, se jo merimo, jo s kamerami snemamo in tako naprej, jaz mislim, da je ta pristop tudi primeren, mi mu rečemo sicer znanstven, ker brez eksperimenta ni razvoja znanosti in seveda tudi ni razvoja prometne stroke. Veliko je bilo pogajanj na tem križišču, to je bilo prvo, prisotnost so bili kolegi iz prometnega inštituta, je bil kolega, pa so bili inšpektori, kot je bila policija, na licu mesta smo opazovali odvijanje in potem je na koncu razrešil situacijo, moram reči prisotni policaj, ki je rekel, kot vidim, je zdaj situacija bolj varna kot prej, ko je bilo križišče urejeno po obstoječih predpisih. Tako prej potem, ta slika vse pove, ampak pove tisto, kar se mi meni najbolj zanimivo. Jaz ne bi razlagal to razliko, ki vi vidite. Tako na desni strani je bilo projektirano križišče, ki se jasno povsem vidi, da daje absolutno prednost avtomobilom oziroma, mi rečemo pa osebnemu motornemu prometu ali sploh motornemu prometu, medtem ko sta pešec in kolesar porinjena pravzaprav v ozadje, ona dva sta manj uredna, ona morata čakati, da se vse odvija, da se lahko premaknejo naprej. Popolnoma jasno in na desni strani je ta alternativna ureditev križišča, kjer jasno kaže spet, kaj pomeni dati prednost pešcem in kolesarju pred motornim prometom, s tem, da je seveda to križišče ni nič manj prepustno, kot je bilo prej. To je pokazalo potem, so pokazale meritve. Da ne govorimo o porabi prostora, ampak to je že druga stvar. Potem smo začeli s takimi pilotnimi projekti, ki se mi zdijo zelo simpatičnimi, recimo, da smo na par parkiriščih po mestu organizirali jutranje zajtrke, recimo tudi moje malenkosti se je šla tukaj zajtrkovati, zato da smo v bistvu pokazali Mečankam in Mečanom, da je ulica prostor za vse, ne samo za avte. Drug tak pilotni projekt so bile začasne ureditve na Slovenski cesti. Slovensko cesto nismo čez noč spremenili, preuredili in preoblikovali v skupni prometni prostor, ampak od leta 2008, zakratka mi smo rabili 7 let eksperimentalnih ureditev različnih dogodkov, prepričevanja, upeljav, navajanja na novo ureditev, ki bo sledila. To je ena od teh.
In predvsem smo izdelali zelo preproste prometne načrte, jaz šel zdaj po vrst, to je prometni načrt za omrežje, za razširitev, kot vidite, in povezavo območij za pešce. V osnovi teh načrtov smo najprej se lotili nabrežij. Zakaj? Zato, ker nismo robili nobenega gradbenega dovoljenja, ker so nabrežja, kljub samo, da so, jih je najlažje se bilo lotiti, ni še bilo treba pravzaprav nakazovati nobene prometne reforme, nobenih prometnih ukrepov, zato, da smo povabili lahko Ljubljančane v javni prostor, na novo odkrit javni prostor in jim pokazali prednosti trajnostnega urejanja prometa in trajnostnega urejanja mesta. Namreč, Slovenke in Slovenci smo nezaupljivi, vendar, če pokažemo z gledom in z dobro prakso, če pokažemo ljudem, da se bolj počutijo, da so nekaj dobili, tako da je trajnostni razvoj ni koncept odrekanja, ampak je koncept napredka, druge kvalitete življenja, potem lahko ustvarimo seveda tisto primerno koalicijo, ki jo za vsake bolj radikalne spremembe v mestu rabimo. Zato smo začeli zelo premišljeno, moram reči strateško, zvito, če uporabimo kot ta izraz, da smo najprej čez nabrežje. Potem smo začeli s mostovi. V Ljubljani smo zgradili, kot veste, zgradimo en most na leto, to se pravi, do zdaj smo izgradili 10, z namenom seveda ne samo premoščanja prometa, ampak seveda razširjanja omrežja pešpoti in kolesarskih poti in seveda tudi z namenom, da pravzaprav vsaki most, ko boste videli, je en del krajinske ureditve in tudi vsaki most v bistvu premošča infrastruktura. Pravi kable, centralno, napeljave, centralne kurjave in hlajenja in kanalizacije in voda. Vsak most je pravzaprav en kompleksen projekt, se mi zdi zanimiv, ne samo prometno, tem se mi zdi, da je ta strateška opredelitev dovolj smiselna. Seveda tudi vsak most je en del infrastrukture, ki je pripravljena za to, da bomo uvedli, upamo, čez 2 leti tudi krožni vodni promet, kajti mi nimamo na vodo priključenih največjih sosesk, Fužin in Štepansko naselje, ker živi tam skoraj 40 tisoč prebivalcev mesta. In tudi, kot rečeno, v okviru urejanja nabrežij smo na koncu uredili tudi pristan, ker to verjetno veste. Ok, jaz sem preskočil, se oproščam. Se mi bodi hitro, ta na desni. Tudi pristanišče, ki je pač izhodišče, ne samo za servisirane ladje in za bolj resno upravljanje plovbe po mestnih rekah, ampak je seveda tudi tak servisni center in del javnega prostora. To so novi mostovi in brvi. V tem levem spod vidite, da so te nosilci narejeni tako, da premošča infrastrukturo, da smo priključili. Vsak most je drugačen in vsak most, kot rečeno, je del rečne infrastrukture. Naslednja odločitev se nam dela zelo pomembna, da smo vse trge in ulice, kot tudi mostove, ki smo izgradili, proglasili za skupno prometno površino ali za deljen prometni prostor. To se mi je zelo pomembno, ker smo pri tem seveda prihranili ogromno denarja, postopkov in seveda tudi moči, energije za razširjanje, posebej razširjanje omrežja, posebej ločenega za kolesarje v mestnem središču. Tudi to je en eksperiment, ki je uspel. Jaz vmes kar kaj povem, mi smo zelo ponosni, tudi vi boste, kot v Ljubljano prihajajo k nam na inštrukcije iz mest, recimo različnih mest Evrope. Resno, na takih resnih mest. Dobre, a jih moram reči, ni treba. Ampak res prihajajo. Prej smo pa mi hodili na inštrukcije v tujino, predvsem na teh eksperimentih. Kako smo spremenili prometne navade, kako smo uspeli na eksperimentalen način pravzaprav ustvariti na drugačen prometne razmer v mestu in koliko smo v bistvu prihranili na investicijah pri tem. Kot veste, smo parkirišča, ki so bila zasedala prej mestno središče, po načelu 1:1 premaknili v podzemlje. Tudi ta garaža se mi zdi, da je uspešna. To ni samo tako mestna garaža, ampak seveda v njej imajo
garaže oziroma parkirna mesta prebivalci, lokalni prebivalci Stare Ljubljane. Kajti ukrepe, omejevalne ukrepe, ki jih uvajamo, seveda vedno začenjamo z nekimi predpogoji, z nekimi preconditions in z nekim nadomestilom, sicer seveda ne bi bili sprejemljivi, še posebej, če so tako radikalni in v tako kratkem času, kot so bili uvedeni v Ljubljani. Tako se spremenja ulica, ta ulica se nam zdi izredno pomemben eksperiment. Mi smo jo dali upravljanje stanovalcem in lastnikom lokalov, mi smo jim dali tudi nekaj denarja malo, da so jo sami uredili, da so sami pravzaprav jo ulepšali si in da so tudi jo sami uporabljali za svoje različne prireditve. Omrežje varnih poti, kot to so pač, mogoče vas to bolj zanima, kako izgledajo ti prometni načrti, zelo enostavno in potem program varnih prehodov, ki jih na tale način ilustriramo in počasi postopoma tudi urejamo. Drugi del prometnih načrtov sestavlja omrežje kolesarskih poti, tvočenje celo po meri mesta in potem mestno središče posebej. Načrti so izdelani v 2 merilih in tem načrtov seveda sledijo potem tudi načrti posameznih predelov mesta, sektorjev, kjer se pokažejo problemi, kot je tle na levi strani, karta črnih točk, nevarnih točk in potem poskus seveda operativne uporabe z temi projekti, podrobnimi projekti in z malimi ureditvami. Recimo tale na desni strani je v Dočeri. Ne, res, me veseli to povedati. Skratka, prometnimi načrti smo dosegali en sistemski pristop k širitvam, povezavam in izboljšavam omrežja. V Ljubljani je dr. Lipa že nakazal, imamo problem, ker smo imeli veliko kolesarskih poti, to se pravi skoraj tretjino že izvedeno pred desetletji in seveda imamo problem, ali se lotiti najprej prenavljanja starih kolesarskih stez, ki so nekako zasilne, pa širiti nove, ali obratno, ker obojega ne zmoremo. In zaenkrat še vedno bolj širimo in rešujemo samo črne točke, tiste najbolj kritične točke, in se počasi lotevamo, zdaj šele po 2 letih se počasi lotevamo tudi prenove starih kolesarskih stez, kajti v Ljubljani smo zgradili 209 km kolesarskih stez, pasov in poti. To je sorazmerno veliko. Nič pa ne pomeni, sama po sebi, ampak pomeni skoraj še enkrat več, kot smo zgradili skoraj 110 km več poti, kot jih je bilo pred leta 12. Tako uvedeli smo tudi števce, to je zelo pomembno, kot tudi to veste, meni je nerodno govoriti o števcih v Mariboru, čeprav to niso radari, ampak se vsi malo bojijo. Namreč števci so motivacijski instrument, to je avtomatsko orodje. Vedno, ko se peljem mimo, pogledam, ali me je registriral meni in vedno sem ponosen, ko vidim, koliko jih že tisti dan peljali z mano. Skratka, oni ne služijo samo reviziji ciljev, ki se jih bomo lotili letos, ampak služijo seveda tudi, bi rekel, razvijanju kolesarske zavesti in kulture. Bicikel je, kot veste, izredno uspel v Ljubljani, tudi ta pokazatelj je skoraj ta zadnji, veste, da imate vi teh približno 13% prebivalstva, ki je stalno registrirano na sistem. To je eno od najvišjih takih odstotkov v mestih, ki so imajo veden sistem. Imamo tudi več voženj, kot jih ima Dunaj, recimo. Tako da, to vse nepomembno. Pomembno je, da jih mi letos razširjamo na tele zelene točke, da sistem ni obstal, ampak da ga poskušamo seveda širiti in ga usmerjati tja, kjer gradimo park and ride terminale oziroma kjer so največje potrebe tistih, ki so se izkazali interes, da bi uporabljali kolo. Tole je slikca, mislim, da je 3 tedne nazaj, mi smo uvedli tudi kolesarske poti, tematske, ki so zelo popularne, res, zato, da gre lahko družina z otroki čez vikend malo s kolesi po mestu in so zelo poučne poti, zanimive.
Na drugi strani smo potem s tem uvedli tudi, ne da bi brez velikih težav, ne, brez velikih kreganj, ne, in spet teh negodovanj, kolesarsko signalizacijo. Ne. Mi se še zmerom dajemo, kera je ta prava, kera ni ta prava, je pa predpisi. Mi smo izbrali modro, kakršno uporabljajo v Sydneyju, recimo, modna barva, se hecamo, ampak se ne, je resno. Tako, mi na ta način eksperimentalno upeljamo nekaj, kar se bo potem razvil, ker Ljubljana pa če nima kolesarske signalizacije, ampak na ta način že ima. Tukaj v rok drži to moj kolega Blaž. Mi smo že uvedli, skratka, poraba koles se dviga, bom pa prebral, mi imamo že približno čez 2 milijona 100 tisoč voženj letno, to je izredna številka, predvsem se pa razcveta tudi uporaba koles za dostavo, ne, za prevažanje otrok v vrtce in šole in skratka kultura se razvija. Tudi to se mi zdi pomembno povedati, ne, da ne omahvati, ne, seveda so ves čas ogroženi pešci od kolesarjev in obratno, ne, to mi nikoli ne vemo, kdo je tisti, kdo koga moti, ampak vendar tudi pri taki gostoti pešcev in kolesarjev ne, se da ustvarjati in se